Seveda začnemo najprej z dogodkom, pesmi in okusi ljubezni. Kako bi vi opisali ljubezen? Kako bi jaz opisala ljubezen? Jaz bi opisala kot edino resnico, kot energija, katera mi v resnici smo, sama esenca in da brez nje ničesar ni življenja, ni smisla, ni ničesar. Kako pa bi opisali pesmi? Da so ljubezen. Tiste, ki so narejene iz srca, iz čiste kreative, itak ne more nič druga biti, če je edina resnica ljubezen. Decembra lani, oziroma ko govoriva ravno o pesmih, ste izdali tudi svojega prvorojenčka, če govoriva seveda glasbenega. Ja. To je pa bilo nekaj najlepšega, verjetno, ne? Ja, res je, prav imate. Nekaj najlepšega. V bistvu celo življenje sem ga dejansko sanjarila v njem, kreirala, čakala in ko se je to zgodilo, kot res, ne vem še, ampak mama otroku, tisto, ker to je tvoja stvaritev, to je tvoja energija in je zelo podobno, dojem je po mojem zelo podoben, res ljubezen, čista ljubezen. Je morda tudi zaradi tega naslov povezan s soncem kot neka jutranje prebujanje? Absolutno imate prav, sončni vzhod v vseh smislih, tako moj osebni kot tudi glasbeni in kar želim jaz dajati ljudem, se pravi, želim si to sonce, ki ga nekako v sebi nosim, tudi svetiti na druge, to je nekaj najlepšega, ker vsi imamo ta sonček v sebi, samo upati si ga moramo odpreti skozi srce in zasijati. To je to. Je imel ta album kaj povezave z Eurovizijo? Namreč nekaj ljudi vendarle je povezano s Švedsko? Absolutno, Aleš. Vse je spremenila Eurovizija. Bom rekla tako, da kot majhna punčka sem nekako čutila, da to bo, ker če ne si je ne bi tako želela. Čutila sem, da bo Eurovizija odprla neka vrata in zato sem res delala v tej smeri, da se je zgodila. In ko se je zgodila, res neskončno hvaležna, da se je še danes in za zmeraj, me je odpeljala v Štokholm, kjer pa potem se ni zgodila samo Eurovizija, ampak nekaj mesecev kasneje sem se dejansko tja preselila, ker sem spet začutila, da tam nekaj je za mene, da me tja vleče duša, da bom tam nekaj ustvarila, kar ne bi, če bi ostala kar doma, in samo nastopala in tako naprej. Tako da sem šla v Štokholm in tam nekaj 2 leti ustvarjala, na kar sem ugotovila, da še ni to, ni še final destination achieved, in potem sem v bistvu en dan izrazila željo, kakšno glasbo pa res želim ustvarjati, da moramo res sebi slediti in delati tisto, kar čutimo. Ker če ne, tudi če uspeh, nismo srečni. In smo sedeli takole v dnevni sobi, jaz, moj Marjan pa Maja Kevc, in se pogovarjamo, kakšno glasbo bi delali, če pa ne bi imeli v glavi programov, kaj smemo, kaj ne smemo, oziroma kaj bo uspelo, kaj ne bi uspelo še, dokler nisi neko ime. No in potem sem jaz pokazala na YouTubeu par komadov in zraven sta bila seveda Marjan in Maja in Marjan kot raziskovalec je zraven na Wikipediji iskal avtorje in ugotovil, da od 5 pesmi, ki sem jih jaz brala, so 3 istega avtorja. No in takrat sem rekla, wow, točno takšnega avtorja bi jaz rabila zraven, pri svojem albumu, zato sem prišla. In se Marjan nasmehne in pravi, že tako je težko tle na Švedskem, a ti Američana. In to je to, spustimo to vesolje. Maja je bila zraven, sliši, ponovi postopek s komadi in tako naprej, se imamo lepo. Čez neke 3 tedne mene kliče Maja Kevčeva naša ob 10 zvečer in pravi, čuj ti, ne boš zdaj verjela. Ampak res tako govori. Ja. Totega tvojega Erika sem zdaj spoznala. Lahko si mislite, kaj je meni naredil noter, mislim, res
neskončno hvaležna in Maji, in zvezdam, in Eriku, ki je prav tako bil za to, da se dobiva. Dobila sva se, naredila pol ure kavice, v tiste pol ure sem dala vse od sebe, da bi me začutil, da jaz to resno mislim, da glasba je moje življenje. Šla v studio, naredila All That Matters in to je bil ta ključ v album. Zakaj sem si vzela čas, da vam to povem, ker se mi zdi zelo pomembno. No? Če v nekaj verjamemo, če sledimo svojemu srcu, se bo vedno pokazala pot. Pa karkoli. Se pravi, vsak ima svoje sanje, vsak ima svoje talente, ko bomo mi sledili sami sebi, ni ovire. In verjetno tudi energija. To je to, vse je energija, mi smo energija. Kako se pa recimo danes spominjate Stockholma, življenja, glede na to, da ste že nekaj časa znova nazaj v Sloveniji, kako različno je tam na severu? Ja, je kar različno. Glede na to, so ploščen, da prekinjam, je po zimi zelo malo sonca tudi, a ne? Ja, predvsem bi rekla tako, kot pri vsaki stvari, so prednosti, so slabosti. Vreme sigurno ni prednost, saj za mene. Jaz sem bolj topo tip, jaz imam rada imam tople dneve, rada imam poletje, ne prevroče, ampak ok, vse preživiš, ko enkrat živiš v Stockholmu in priješ tam. Tako hudo je. Tudi če je prevroče, ni panike, ker tam je pa res, recimo en poletni dan izgleda super, fajn se je, ful podobno Sloveniji, greš ven v oblekci, danes pa je ta dan, dočakala sem ga čez 15 minut, se je vse obrnil in bi rabila bundo in sem z dolgim nosom se obrnila in šla nazaj v stanovanje. Ampak ko se spomnim, ko so bila oba na Euroviziji, seveda v vlogi novinarja, je bilo 14 dni nenormalno lepo. Sej pravim, dobro so me dobili na trik. Ker takrat med Eurovizijo, to je bilo božansko vreme, boljš kot pri nas v Sloveniji, in se je bilo easy odločiti za iti kar živeti, sej ne samo zato. Je bil res impuls od znotraj, ne greš zaradi vremena, greš zaradi pač tistega notranjega glasu, ki te kliče v to, ampak vreme res ni eno od najboljših, od tistih plusov, ki bi jih podala za Švedsko. Drugače pa, na drugi strani pa glasbena industrija. Super, podprta, ljudje spoštujejo glasbo, ne vem, tudi recimo že iz tega stališča, da imajo večji zaslužek kot država, kot od samega Volva ali pa Ikea. Tudi zelo cenijo svoje artiste, da delajo v angleščini, ker se zavedajo, da jih to ponese v svet. No, tle je recimo razlika, kar jaz zdaj čutim doma ali pa tam, čeprav se stvari lepo poklapljajo, tudi doma zdaj vedno bolj čutim podporo, ne glede na to, da delam v angleščini, ampak je treba razumeti, je treba vedno gledati širše. Ne smemo ostati v eni liniji strahu, ker ampak res vsak bi mogel delati tisto, kar čuti in če ti verjameš v to in če ti pač imaš za tem resnico, vibracijo, se pravi, ne da si nekaj namislil, ampak res to čutiš in delaš, ne more drugače kot uspeti, tako ali drugače. Že uspeh je to, da si ti srečen, ker si slediš in se ti... Recimo, kako zelo se je spremenila Manuela v tem času, od prvih začetkov do Eurovizije in potem od Eurovizije šla vendarle majčkeno v drugo smer. Ja, bom rekel tako, Manuela v sami osnovi je vedno bila enaka, Je pa res, da leta nazaj je bilo še ogromno teh nekih programov, ki jih dobimo, bodisi od okolice, od vzgoje. Vse veste, mislim, največja razlika bi rekla, da je v tem, da danes ti programi ne špilajo sami od sebe, ampak da si res še bolj zaupam. Prej so bili pa programi kot, ne vem, to ni dovolj dobro, to še moraš narediti boljše. To, kar vsi poznamo, se mi zdi, mislim, več ali manj, In tega zdaj je res dosti manj, oziroma skoraj da ni, ali pa če je ga pa vidim, utihnjen, ker v redu je, sva se že zmenila, jaz vem, Če poslušam svoje srce, je najboljši rezultat. Tako da to je ta razlika, recimo. Drugače sem bila pa vedno tista strastna, strastna Manuela, ki ljubi življenje,
ljubi glasbo, ki bi rada predajala to ljudem, kar pa sem sama kot punčka od glasbenikov dobila, bodi si od pevcev, bendov. In ja, to je to. Rada imam življenje isto kot prej, zdaj pa malo manj tle, neki lapa. In kaj lepega nam še pripravljate v letošnjem letu, oziroma če se pogledava še s prihodnostjo? V tem letu vsekakor koncerti, začeli so pa koncerti, lahko vem, da imam odličen band, zelo sem hvaležna, ker se je sestavil na tak res lep, spet magičen način, tako kot vse, kadar ne forsiramo, kadar samo zaupamo. Tukaj sem hvaležna svojemu možu, ki je skreiral, oziroma skreiral sva ga skupaj, ampak ki ga je sestavil band. Smo 3 Slovenci, 3 Hrvati, vsi vrhunski znani glasbeniki, tako da zelo se veselim, da začnemo koncertirati, iti na odre. Potem pa, to leto je že kar dosti Slovenija, tle sem si želela začeti. Se veste, tudi če greš v tujino živeti, če tu bolj začneš pol ceniti dom. Potem pa pol že čez meje, planiramo malo, se že dogajajo stvari, se že mreža širi in komaj čakam tudi sebe, svojo glasbo in na vse zadnje tudi Slovenijo predstaviti zunaj meja.